Ljudje smo isti v vseh zgodovinskih obdobjih, čisto nič se ne spremenimo. Srednjeveški človek pač dela in pride domov zlomljeno dela in pač res rabi kalorije. So res znani po tem, da kar se tiče alkohola, pa nimajo čisto nobene mere. Ogromno jih umre od posledic alkohola. Srednjeveški človek sam sebe dojema drugače, kot se dojemamo mi. Ti ljudje niso naivni, razumejo, kako življenje pač poteka, ampak dostop do informacij pa pač imajo tako, kot imajo. Odvisno kak pri kom, no, ampak pač ta zavest se razvija počasi. V sredini 14. stoletja, ko je pač kosila črna smrt, je bilo pa dosti tega. Tu ne gre za klun, tu se gre za ščitenje svojih dihalnih poti, zato se gre. Po raznih izračunih so predvsem v samostanih spilo tudi po Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Evo, prvo moram Lano opravičiti. Ja, vse zgodi. Danes je zbolel, tako da danes sem sam. Ja. Prejšnjič pa sem enkrat jaz bolel, tako da. Vse zgodi, ja, bomo zrihtali, to je 1 na 1. Najprej se vam bi rad zahvalil, da ste prišli, se odzvali vabilo. Ni problem. Se vzeli čas. Neka smernica je, da danes obdelam malo srednji vek. Zgodovina mene osebno tudi kar zanima, ampak srednji vek pa glih ni moje področje, tako da se mogel malo kar pripraviti. Bomo zrihtali to danes. Se bomo samo o srednjem veku pogovarjali. Evo, recimo prvo vprašanje. Kaj bi rekli, da je zgodovina taki temni vek, temačno obdobje v zgodovini, ali bi rekli, tako ni glih, da je to neko popačeno mišljenje? Ne, to je stvar, ki se je začela v 14. stoletju, ko je Petrarka, ki je bil navdušenec nad antiko in se je tudi ukvarjal z raznimi spisi iz antike, pa s Ciceronom, pa tak naprej. In hkrati gledal svoje lastno obdobje, torej 14. stoletje, ki je bilo pač tako, kot so pravzaprav vsa obdobja. Ne? On pravi, da je to polno neke hudobije in polno nekih vojn in polno hudega. In kak je bilo pa takrat fajn in ta čas, v katerem on živi, je pa mračen. Ne? Ampak v resnici so, kar se tega tiče, obdobja strašno podobna ena drugemu, zaradi tega, ker smo ljudje isti. Ne? Sej antika je imela ogromno nekih slabih plati, pa je bilo tudi sužnje lastništvo, pa je bilo tudi, neka mučenja so bila, pa vojne, pa križanje, tako da. Ljudje vedno gledamo na neke dobre stare čase, čeprav ti dobri stari časi, ko so se dogajali, so bili glih taki, ko pa čisto vsi ostali. Tako da antika je bila glih tak polna grozot, kot so pa druga obdobja. In to zato, ker smo ljudje isti, kot pač vedno smo. Ne? Pa tu, pa v Afriki, pa na Kitajskem, pa povsod smo pač eno in isto bitje. Malo smo leni, ne bi plačevali davkov in potem se skregamo in potem smo zavistni in potem gremo vojno. Tako da je strašno hecno, ko ljudje rečejo, da še danes so vojne, pa kaj se še vedno nismo naučili, pa vojne so zato, ker smo mi taki, ne? In antika je imela glih toliko nekih slabih, ni bila enaka, kot je srednji vek, vsekakor je imela neke svoje posebnosti, ampak so se grozote glih tako dogajale, pa je bil pohlep, pa je bil kako nasilje, ki je Petrarko motlo, je bilo v antiki ravno tako. Ne? Tako da srednji vek je glih tak temačen, kot pa vsa ostala obdobja in ima neke svoje svetle plati, pa ima lepo arhitekturo, pa ima svojo literaturo, pa ima svoje karnevale, pa tako naprej. Ne? Tako da vsekakor nič bolj temačen, kot pa vsa druga obdobja. No? Super. Kje bi pa rekla, recimo, da bi, tu pa se je začetek srednjega veka, pa kje bi bilo to obdobje mogoče? Ja, torej ločnico je pač treba nekje postaviti, čeprav v zgodovini nekih strašno ostrih zamejitev ni, da bi neka družba rekla, sekundo nazaj, včeraj je bilo pa čisto drugače, zdaj pa živimo po čisto drugačnem sistemu. In zato smo postavili prvo ločnico v leto 476, ko je torej germanski, ne vemo točno, kaj za en German je bil, ampak bil je German,
torej germanski vojskovodja Odoaker odstavo zadnjega cesarja zahodnega rimskega cesarstva, ker takrat sta bili cesarstvi že ločeni. Ni ga ubil, oziroma ni ga dal smrtiti, ker je bil ta zadnji cesar strašno mlad, ne ve se točno, kaj se z njim dogajalo, najverjetneje je bil poslan, to je danes Neapelj, na jug, no, južno od takratne prestolnice Ravene, takrat ni bil Rim več prestolnica, najprej je bil Rim na zahodu prestolnice, potem je bil Milano, in od 401 dalje je bila Ravena. Ja, ker se jo da lažje braniti. Torej, in je bil poslan, oziroma je potem živel še, domneva se, več desetletij v torej Neaplju oziroma v bližini, danes bi bil to Neapelj, del Neaplja, in se ga je pustilo na miru. Ni bil neki političen faktor več. In potem je to zgodnji, potem tam se postavi ločnica, pa se reče, ok, zdaj pa zgodnji srednji vek, in potem ta zgodnji srednji vek se ponavadi zameji nekje z letom 1000. In potem je nekje od leta 1000 do 1300, bi rekli, da je visoki, in potem od 1300 do 1500 je pa pozni. Čeprav po 1500 je sistem še vedno enak, neke spremembe skozi čas se dogajajo, ampak zelo redko se stvari zgodijo hipoma, ne, da bi ljudje res začutili, da zdaj pa kar naenkrat vse je drugače. Tudi z Odoakrom se pravzaprav ni nič tako zelo naenkrat spremenilo. Sistem je bil bolj ali manj še vedno nekaj časa enak, ljudje so še vedno govorili latinsko. Zdaj, kdaj latinščina kdaj lahko rečemo, ok, zdaj pa to res ni več latinščina, zdaj pa to že, ne vem, zgodnja francoščina ali pa zgodnja italijanščina. Ne, za francoščino vemo, da tam nekje sredi 9. so že zapisi v nečem, kar zdaj pa res ni latinščina, zdaj pa res že nekaj, kar je francoščini bolj podobno. Ne? Ampak ljudje v 5., 6. stoletju še vedno govorijo latinsko. No? Tako da nekih ostrih prelomnic tukaj ni. Prelomnice so, vse je dolgotrajen proces. Seveda. Kaj pa bi rekli, recimo, kaj so ta germanska ljudstva bila drugačna od... Germanska ljudstva so plemena, nepismena so v smislu, da če pišejo neki njihovi pisci v latinščini o njih, dosti manj v grščini. To so ljudstva, plemena, ki imajo neko svojo kulturo v smislu, da se učijo neke dolge ljudske pesmi o svoji zgodovini in se vsekakor še, ne vem, leta 600, 700, 800 spomnijo svoje davne zgodovine in mnoga še vedno vejo, da so nekoč prišla iz Skandinavije, mogoče današnje Poljske, mogoče današnjih nekih baltskih držav ali pa južne Švedske ali pa kaj takega. In so to skupine, ki se premikajo, torej v smeri ali proti jugu, proti Donavi, mogoče grejo najprej do Črnega morja, pa potem proti Donavi, ali pa proti Renu. In tisto, kar je na drugi strani Rena, Rimsko cesarstvo, ali pa na drugi strani Donave, jih privlači zaradi tega, ker je dosti bogatejše, kot so oni. Ne nujno, da je Rimsko cesarstvo na neki točki vojaško močnejše, dosti krat ni, ampak se pa da fajn izropati naselbine na drugi strani. Ali se pa stalno naseliti in mogoče s pomočjo sistema, ki tam že obstaja, ustanoviti na delu nekdanje rimske države svoje lastno kraljestvo. Tako da vabi nek bogat plen in seveda je Italija kot center zahodne rimske države pač najbolj bogata. Ne? Zato je vedno znova postane plen nekega plemena, ampak to niso plemena, ki so ogromna. Ne? To so plemena, ki mogoče so nekaj 10,000 ljudi. To je že veliko pleme. Ne? Ali pa še manj, ali pa samo nekaj tisoč. Plemena tudi niso vedno zelo obstojna. Nekatera se pojavljajo enkrat, dvakrat, nekatera se pojavljajo skozi stoletja. Ne? Recimo Franki se pojavljajo že v Cezarjevem času. Kot neko ne najmočnejše pleme tam v Germaniji na drugi strani Rena, ampak eno izmed plemen. Medtem ko drugo germansko pleme v Cezarjevem času Svebi,
so potem kasneje v 5. stoletju dosti šibkejši kot Franki. Ne? Torej, eno pleme, ki ne piše svoje lastne zgodovine, dokler ne pride dovolj v stik z nekimi rimskimi pisci, da potem mogoče tudi zapiše vsako, recimo Langobardi, ki v 6. stoletju osvojijo Italijo, ne, pa ne vse Italije, ampak večino Italije. Imajo potem svojega pisca, Pavla Diakona, ki je menih, ki je benediktinec, ki potem o svojem narodu napiše zgodovino, ampak je napiše v latinščini, napiše torej zgodovino Langobardov oziroma Historia Langobardorum je to. Ne? Torej, takrat pa potem že tudi na papir postaviš zgodovino svojega naroda. Predtem pa poznaš neke svoje epe, ki grejo počasi v pozabo, skozi čas. Torej, skupno vsem tem plemenom, ki so bile različna, razdrobljena, mogoče ena večja, ena manjša, je bilo to bogatstvo v Rimu? Torej, gre za to, da so to plemena, ki so, zdaj če govorimo o Germanih, ker niso vsa germanska, da so to plemena, ki izvirajo iz Skandinavije ali pa iz tega čist obrenskega področja, ne vem, današnje osrednje ali pa zahodne Nemčije, pa nekatera so tudi na področju, ne vem, današnje Poljske, to so germanska plemena. Pa so pa razna druga plemena tudi, ne, ki pridejo mogoče malo kasneje do izraza. Zdaj, tu so Slovani. Slovani niso tako, lahko rečemo, da mogoče niso tako zelo dobro organizirani na začetku še, nimajo nekih večjih državnih tvorb, tam nekje do 7. stoletja, ne izkoristijo situacije, pa se niso točno ob mejah še na začetku. Potem so pa razno druga plemena, ki niso ne slovanska, pa ne germanska, ne? To so pa Huni. Za Hune se zdaj točno ne ve, kaj so, zaradi tega, ker so za sabo pustili strašno malo materialnega, nobenih zapisov sploh, ne? Poleg tega so nomadi, tako da še gradijo, ne? Jer za njimi je res zelo malo ostalo, ampak to so ljudje, ki so očitno iz osrednje Azije, so domnevamo, da so sorodni današnjim Mongolom, ampak to je domneva, ker se enostavno ne ve, ki torej konec 4. oziroma v prvi polovici 5. stoletja prihrumijo očitno več valovih v Panonsko nižino in si podredijo okoliška plemena. Torej, oni imajo plemensko zvezo, katere jedro so oni sami. Ne? Torej, vladar plemenske zveze je hunski vladar. V to plemensko zvezo pa spadajo tudi razna germanska plemena, ki se borijo na strani Hunov. In Huni rečejo, ok, hočemo tribut od zahodnega cesarstva ali pa hočemo tribut od vzhodnega cesarstva, v resnici nam je vseeno. Ne? Enega bomo pač napadli, z drugim bomo sklenili mir, potem bomo napadli prvega, pa bomo z drugim sklenili mir in vsi naši zavezniki bodo šli ropat z nami. Ampak Atilu, ki je vladal tam nekje med letoma 444 pa do 53, nekje tam, ne uspe vedno. Ne? On recimo vdre v Galijo za celotno svojo plemensko zvezo in je tam ustavljen na eni bitki, torej on sicer ni poražen, ampak se mora vrniti domov brez plena. Potem naslednje leto vdre v Italijo. Očitno ne pride zelo daleč na jug, ker že nekje v Patski nižini se pogovorita z papežem, kdo ve, kak ga je papež prepričal, ampak Atila se obrne in spet gre domov. Tretje leto, 453, se pa potem poroči z eno germansko deklico, to ni njegova prva poroka, ne? On je mnogoženec, in umre na svojo poročno noč. Zdaj ne ve se, kako je umrl. Zdaj obstaja en film, mislim, v 2 delih, o Atili, igra ga Gerard Butler, ta Škot, ki je bil tudi v, 300 recimo, ne? On igra Atilo. Tam je tako prikazano, kot da ga je ta deklica pobila. Ne? Zdaj možno je, ne vem kaj vse, ne? Čist možno bi bilo, da je on recimo od nekih posledic hudega pitja umrl. Ali pa da se je zadušil na svojem lastnem bruhanju. To se je že zgodilo. Ne? Nomadi so namreč znani, pa ali zdaj Huni, ali potem Avari, ali še kasneje Mongoli, so res znani po tem, da kar se tiče alkohola, pa nimajo čisto nobene mere. Ogromno jih umre od posledic alkohola. In potem pa moč Hunov
kar naenkrat upade. Huni izginejo in kar naenkrat so v panonski nižini Langobardi in pa Gepidi, ki se potem preselijo v Italijo. Tako da plemena so različnega etničnega izvora, to hočem reči. Razumem. Kaj pa bi rekli, kdaj pa bila ona točka, ko so se neka vladavina spet spostavila združenje, recimo Karl Veliki, recimo, ko je spet združil ta ljudstva med sabo? Torej, Franki so pač najuspešnejše germansko ljudstvo v srednji Evropi. Niso sicer edini, nikoli ne vladajo celotni Evropi. Ne? Recimo, nikoli ne zavladajo v današnji Španiji in na Portugalskem. Tam se obdržijo zahodni Goti, pa Svebi, ki potem postanejo tudi del zahodnogotske države. Franki pa skozi več generacij v 6. in 7. stoletju, najbolj pa potem, dokončno pa potem v 8., res podjarmljajo eno za drugim druge germanske skupine. Ne? Od Burgundov do Alemanov, do na koncu potem Bavarcev in potem je frankovska država res ogromna. Ne? In se Karl Veliki sam začne najprej vmešavati v italijanski prostor. Ne? Torej, gre za to, da je cesar, bizantinski cesar, pravno, formalno bi naj vladal tudi nad papežem. Ne? Vendar je bizantinski cesar zaposlen v 8. stoletju z problemi doma. Ga že napadajo, ne vem, Arabci, pa še pred Arabci so ga Perzijci, pa tako naprej. Ne, se zdaj točno ukvarja z, papež mu je seveda drag, ampak je pa daleč na zahodu in, ti čete rabiš doma. In ko papež ne ve... Papež je takrat v Rimu. Papež je v Rimu. Papež je v Rimu, govorimo zdaj o 8. stoletju. Ne? In papež je pač ogrožen strani Langobardov, za katere smo rekli, da niso osvojili celotne Italije, zdaj njihova prestolnica je Pavija, tam zraven Milana. Ampak bi pač radi osvojili vso Italijo in tudi papeža oziroma Rim bi si radi podredili. In papež pač, ki ne more pričakovati realne podpore od bizantinskega cesarja, ki mu je pravno formalno podrejen, se vedno bolj obrača na tistega, ki je pač na voljo, to pomeni na Karla Velikega, oziroma še pred tem na Karlovega očeta, ki mu je bilo ime Pipin. Ne? In ker sta Pipin in Karl pač najmočnejša zaščita, ki jo sploh lahko dobiš. Ne? In ko je Evropa tako zelo združena, Karl Veliki osvoji Langobardsko kraljestvo, tako da on je najprej kralj Frankov, potem je kralj Frankov in Langobardov, potem pa, torej, ko je v Rimu, kamor je prišel pač zaščititi papeža in gre, mislim, da je za Božice, ne vem, je za Veliko noč, mislim, da je za Božič k maši, sledi tudi kronanje za cesarja, čeprav po enih, in je potem na koncu je pa še cesar, čeprav po enih poročilih, on sploh ni vedel, kaj se bo zgodilo. Ne? In je rekel, je izjavil, da če bi vedel, da še bo to kronanje, sploh ne šel k maši. Mogoče je, mogoče pa ni. Ne? In 2 generaciji kasneje se potem njegovi vnuki, ker pri sinu, torej nasledil ga je samo en sin, Franki so načeloma, torej ni bilo tega načela primogeniture, da prvi sin, torej poerba vse, ne, oziroma da je država ostane skupaj, ampak so si sinovi tradicionalno razdelili dele frankovske države. Tudi Karl Veliki sam si je najprej moral razdeliti frankovsko državo za svojim bratom, ime Karloman, ampak tisti Karloman je hitro umrl in Karl Veliki je rekel, super, bom jaz bom jaz celotno. Medtem ko njegovi vnuki, ki so bili med sabo bratje oziroma polbratje, so se pa fajn stepli pač za oblast. In država je torej leta 843 dokončno razpadla na zahodni del, na zahodno frankovsko državo, na vzhodno frankovsko državo in na en tak dolg osrednji pas, ki se je začel v Belgiji, ko pa šel tak skozi sredino dol v Italijo. Ne? Ampak tisti osrednji pas zgoraj se ne obdrži, ne? Od spodaj ta italijanski del pa ostane skupaj. Ne? Tako da potem, zdaj imamo potem prvi zametek Francije na zahodu, ki je dosti manjša kot današnja Francija, pa Nemčije na vzhodu,
ta osrednji del pa bolj ali manj razpade. Ne? In potem frankovska, karolinška dinastija izumre najprej na vzhodnem delu, pa na zahodnem delu in potem nehamo govoriti o vzhodno pa zahodno frankovski državi, zdaj pa govorimo že o Franciji, ne? Pa o nemškem kraljestvu in potem nemški kralji, ki so torej, dovolj močni, da najprej porazijo Madžare, grejo še potem v Italijo, se tam okronajo za staro langobardsko krono, dosežejo Rim, tam so kronani še kot cesarji, strani papeža in zdaj oni ne vladajo več samo nemškemu kraljestvu, ampak cesarstvu. Ne? In to cesarstvo obsega potem v visokem srednjem veku nemško kraljestvo, to je to naš del, tudi večina današnjega slovenskega ozemlja spada v nemški del, pa italijansko kraljestvo je, pa burgundsko kraljestvo, to je ta jugozahodna Francija, ki se potem razdrobi in je bolj ali manj razdeljena bolj ali manj pripade Franciji. No. Okay. Tako da več kraljestev je v tem cesarstvu. Ampak vsi nemški kralji enostavno nimajo dovolj moči, da bi zrihtali stvari doma in šli v Rim se kronati. Nekateri vladajo cesarstvu, ampak so vedno samo kralji. Izvoli se jih v Aachnu, izvoli se jih v Frankfurtu, krona se jih v Aachnu, prvi veliki državni zbor mora biti v Nürnbergu in ko končaš, ko porihtaš vse doma, vse zrihtaš, noben se ti ne upira, doma si gotov, zbereš vojsko in z vojsko, in to je mnogokrat je to zelo krvavo, ni vedno, ampak mnogokrat je, greš do Rima in si bolj ali manj v prijateljskih odnosih z takratnim papežem, kdo ve, če si, kdo mogoče nisi, in ga prisiliš ali pa ne, da te krona še za cesarja. To mi je glih zanimivo. Kdaj se je začela kako bi rekel, vera, ki vemo, da v srednjem veku je cerkev makar močan vpliv? Vsekakor, ja, je del države. Tako, začela vpletati v sam sistem kraljestev. Ves čas je to del. Torej, grški svet nekoč, rimski svet nekoč so bile verske in državniške stvari prepletene. Tako. Še do pred kratkim je to način, ki je samo po sebi umeven. Torej, katerakoli vera je, pa ne samo pri nas, tudi v islamskem svetu, pa tudi v drugih delih sveta, kjerkoli pogledaš, ne, ali v neki Indokini, ali na Kitajskem, kjerkoli je stvar prepletena. Šele pri nas, kasneje v času razsvetljenstva ali pa še kasneje, v nekem 18. stoletju, se stvari ločijo, pa se rečejo naj se država ne vpleta v cerkev oziroma naj se cerkev ne vpleta v državo. Medtem ko v srednjeveškem času, o katerem govorimo, so pač kleriki v praksi dosti bolj izobraženi kot pa neki posvetni vladari, za katere se pravzaprav sploh ne spodobi, da bi se preveč ukvarjali z knjigami pa z latinščino pa s takimi stvarmi. To je bolj za tiste, ki se ne znajo vojskovati. Ne? Ampak pridejo pa neki izobraženi kleriki zelo prav pri upravi. Naprimer, ne? Čeprav je skozi čas vedno več izobražencev, ki pa niso kleriki, ki so pa laiki, ampak vseeno, ne? Ogromno je klerikov, ki pač, tisti, ki so najbolj izobraženi, so v veliki meri so kleriki, čeprav niso vsi. Ne? Zato je nekemu vladarju vedno v interesu, da bi ti ljudje bili pritegnjeni v državno upravo. Tudi že zaradi znanja? Zaradi znanja in vladar bi seveda rad kontroliral, kdo bo naslednji pomembni opat, kdo bo naslednji pomembni škof. In se seveda vmešava v to, kdo bo naslednji papež, pa ne en škof umre, vladar hoče sam odločiti, kdo bo. Ne? In potem je dejansko spor med, pa ne samo nemškimi vladarji oziroma svetimi rimskimi cesarji, pa papežem, papež ima probleme tudi z drugimi vladarji, ker vsi hočejo sami povedati, kdo bo naslednji škof in kdo bo naslednji veliki opat. In papež reče, ne, to bomo mi določili, to se naj posvetna oblast ne vtikuje v to. Danes bi bilo nepojemljivo, da bi
en Golob ali pa Janša ali pa kdorkoli, pač ne bi en škof umrl, pa bi Janša ali pa Golob določila, kdo bo naslednji. Danes je pač jasno, kdo to določa. Medtem ko takrat je pač hotel sam vladar reči, jaz imam neko dvorno kapelo in v tej dvorni kapeli imam nekega svojega notarja, ki je klerik, ki je super fajn, on bo naslednji škof. Ali pa papež. Tudi to se je že zgodilo, da so naslednji papeži prišli iz neke nemške cesarjeve dvorne kapele. Papežem tega seveda, to jim seveda ni všeč. Papežem to ni všeč in torej predvsem v 11. in potem v 12. stoletju obstaja tako imenovan spor glede laiške investiture, ki se konča z nekim takim kompromisom, Wormskim konkordatom, kjer se načeloma vladar, v Wormsu je bil ta konkordat sklenjen, v Nemčiji, torej, da se vladar načeloma ne bo vtikoval v volitve novega, ampak bo pa zraven in če se ne bo mogli zmeniti, bo on določil in potem še preden bo on umeščen z temi svojimi insignijami, z palico, torej z pastirsko palico, in pa s prstanom, bo moral priseči vladarju tudi za neka svoja posestva, to se večkrat se spremeni. Torej, vladarji bi še vedno radi imeli vpliv nad tem, kdo bo pač najvišji kleriki v njihovi deželi, ker so najvišji kleriki tudi, torej, naprimer, najvišji kleriki imajo tudi ogromno posesti. In manjški, trierski oziroma kölnski nadškof so eni izmed najmočnejših, torej plemičev, knezov v državi. Niso samo posvetni knezi tako zelo močni, so tudi duhovni. Poleg tega je pa tako, če si ti mogočen plemič, vojvoda, grof, če imaš ogromno bogatstva, ampak imaš pa dosti sinov. Ne veš, pač imaš enega sina, ki mu boš vse zapustil, kaj pa oni drugi sin, mogoče mu boš dal malo manj. Kaj pa oni tretji sin, kaj pa če je sinov preveč, mogoče boš enega namenil za cerkveno službo, mogoče ga boš poslal v najboljše šole. Če si res zelo, zelo močen državnik, mu boš mogoče uspel izposlovati, da bo šel tvoj sin študirati na kakšno univerzo. In potem, ko bo tvoj sin postal klerik, ne bo neki duhovnik na neki zelo, zelo bogi fari, bo mogoče začel kot neki opat, mogoče bo začel kot neki škof. Torej, dosti primerov imamo, ko je nekdo vojvoda, katerega brat je pa salzburški nadškof. Tako da tudi tu je, torej, familije bi rade poskrbele nekako za svoje sinove, tudi tiste, ki so namenjene, katerim je namenjena cerkvena kariera. Tako da ti dve sferi sta popolnoma prepleteni, ne samo pri nas, tudi v islamskem svetu, tudi to je nekaj normalnega, takrat. Danes pa ne, danes je pa to popolnoma ločeno. In kaj so vladarje v veri recimo izkoriščali, oziroma kaj jim je bilo poslanstvo, recimo pravni sistem, kakšen je bil v srednjem veku, ali je vera nadomestila to, kaj je recimo prej bil v Rimu pravo? Ne. Torej, s pravom je tako. Na začetku v Rimu ima pač Rim svoje staro, klasično rimsko pravo. V zgodovini cerkve se razvije kanonsko pravo. Ampak kanonsko pravo se zdaj, pri kanonskem pravu gre za to, zakon je nerazvezljiv, če se dva poročita, se pač, ločitve ni, gre za take zadeve. Bolj družinske mogoče? Ja, pa sej gre tudi za razna izobčenja pa take stvari. Ne gre zdaj za neko pravo, ki bi veljalo na nekih cerkvenih posestvih na mesto rimskega prava. To je prva stvar. To sta dve različni stvari. Druga stvar je pa to, germanske in kasnejše slovanske skupine imajo neko svoje običajno pravo. To ne pomeni, da se običajno ravnajo po njem, to pomeni, da je po običajih. In potem to pravo na neki točki postane kodificirano, na neki točki je zapisano.
Ne? In potem se skozi čas pač razvijajo neki pravni sistemi na novo. Nekateri bolj slonijo na starem rimskem pravu, ki je bilo nekoč in se je pač nekje obdržalo bolj, druge pa manj, nekateri pa ne. Torej v kontinentalni, splošno gledano, pa res splošno gledano, je več vplivov rimskega prava kot v anglosaškem svetu, na primer, ne? Ampak gre za nek samostojen razvoj skozi čas v vsaki deželi malo drugače, tako kot pa danes. Ne? Zelo težko je postavljati neke zelo, zelo splošne trditve. Ne? Medtem ko ima cerkev neko svoje pravo. O tem, da je zakon nerazvezljiv, o tem, kako je z duhovniškim posvečenjem, pa tudi glede raznih kazni, pa izobčenj, pa tako naprej. Ne? Torej, srednjeveškemu človeku je pripadnost cerkvi nekaj strašno pomembnega. To v današnji družbi ni več neki zelo, zelo močen faktor. Takrat pa je. Ne? Torej, če si ti kristjan, potem imaš možnost zveličanja, ne? Imaš možnost iti v nebesa. Razen, če si če ga tako zelo biksaš, da te izobčijo. Ne? Če si pa izključen iz cerkvene skupnosti zaradi nekih težkih zločinov, kdo ve kaj, in si nespokorjen grešnik in tako naprej, in te izobčijo, potem pa po smrti nimaš možnosti priti v nebesa. Ne? In je to velika stvar. Čeprav papeži nimajo nekih velikih vojska, z izobčenjem nekega cerkvenega dostojanstvenika napravijo le temu veliko škodo. Ne? Ljudje ga mogoče več nočejo poslušati, on je pa izobčenec, on je pa težki zločinec in tako naprej. Ne? In potem ta človek dela za to, da bi se ga sprejelo nazaj v cerkev, še preden bi umrl. Ne? Sploh je srednjeveški človek v prvi vrsti je kristjan, potem pa je podložen nekemu svojemu kralju ali pa cesarju, potem pa vojvodi ali pa nekemu grofu in tako naprej. Ne? Človek sam sebe ne dojema tako, kot bi sami sebe dojemali mi. Ne? Recimo, Krajnci so najprej Krajnci in Štajerci so najprej Štajerci in Korošci so najprej Korošci, potem jezik je sicer zelo, ali govorimo čisto isti jezik, na drugi strani meje pa tam na Štajerskem govorijo isto, ne? Ampak mi smo z Štajerskim podštajerskim vojvodom. Še kasneje, še v 19. stoletju, Prešern meša, enkrat reče Slovenci, enkrat reče Krajnci, enkrat reče Gorenci, še Janez Blajvajs, človek iz srede 19. stoletja, piše v Kmetskih in rokodelskih novicah, kmetje, pravite, mi smo Krajnci in krajinsko govorimo. To je res, ampak Krajnci so samo del slovenskega naroda. Torej, ta zavest se, odvisno kak pri kom, no? Ampak pač ta zavest se razvija počasi. Ne? Hotel sem reči, da srednjeveški človek sam sebe dojema drugače, kot se dojemamo mi. V prvi vrsti kristjana. Ja, ampak potem pa, ne vem, Francoz oziroma podložen francoskemu kralju ali pa iz cesarstva in podložen, torej moj gospod je cesar, ali pa moj gospod je, ne vem, eden izmed angleških kraljev, Anglija se združi iz več kraljestev in je potem združena Anglija šele od 927 naprej. Ne? Jaz sem podložen angleškemu kralju in mi smo kristjani in to nam zelo pomaga. In potem imamo nad sabo nekega svojega, vojvodo ali pa grofa, in smo njegovi ljudje. In ko se moj grof skrega z sosednjim grofom ali pa vojvodo, se bomo stepli za njega. Čeprav sta oba dva v sklopu, ne vem, francoskega kraljestva. Ne? Tako da, torej, neka etnogeneza pa poteka počasi, se pravi, ljudje ne dojemajo sami sebe na isti način kot danes. Krščanstvo pa je pomembno, tako kot je, ne vem, muslimanskemu človeku pomemben islam oziroma nekemu tretjemu pomembno nekaj drugega. Vera je pa dosti večji faktor kot danes, to hočem povedati. Kaj pa ta fevdalni sistem, torej sistem, kjer zraven vere še je vladar, torej najprej kristjan, smo rekla, potem pa podložen svojemu vladarju. Kako pa ima recimo vladar nadzor? Tako, torej družba je razdeljena bolj ali manj na tri dele oziroma na tri stanove, bi rekli. Ne? Torej najprej imamo tiste, ki molijo. To so tako imenovani oratores v latinščini. Ne? Potem imamo tiste, ki se borijo.
to so tisti, ki so belatores, ne? Belum je vojna. Oziroma imamo tiste, ki delajo, to so pa laboratores. Imamo duhovščino, imamo plemiče in imamo tretji stan. Zdaj, v ta tretji stan pa spadajo meščani, pa tržani, pa raznorazni kmetje. In ti tri skupine stanovi, še najbolj pravilen izraz za to je stanovi, torej ti ljudje so med sabo strašno različni. Ti lahko imaš nekega pripadnika tretjega stanu, naprimer. Pa je to nek najbolj revn podložen kmet, ki se bori z lakoto ali pa tako naprej. Ali pa je nek strašno bogat meščan, ki zaradi svojega meščanstva, zaradi svojega bogatstva ima zelo veliko politično moč. Teh ljudi ni ogromno. Ne? Tretji stan je daleč največji. Hočem povedati, da so v teh samih treh velikih skupinah so velike razlike. Ne? So ljudje, ki so strašno bogati. Ne vem, v nekim belgijskem prostoru, kjer že obstajajo neki pivovarji, ki so strašno bogati. In potem jih tam njihov vojvoda reče, veste kaj, jaz imam neke strašno revne, male plemiče, neke lokostrelce, so nepismeni, vse, okay? Ampak vi, tretji stan, lahko svoje hčere poročite z njimi, jaz bom, ne? In tisti pivovarski očetje rečejo, kako to pa neamo. Ne? Torej, vojvoda pa misli, da njim dela uslugo, ker bo hčero iz tretjega stanu poročil z plemiškim sinom. Ne? Ali pa so recimo, ne vem, v 15. pa 16. stoletju so v Augsburgu eni meščani, pa sploh niso edini taki primer, ampak so res zelo izraziti, so oni Fugger se pišejo. Ne? In ti ljudje so tako zelo bogati, da vplivajo na razne volitve in tako naprej. Posojajo denar cesarjem in kraljem in so mislim, je en Jakob Fugger, ki živi v prvi polovici 16. stoletja, ki je preračunano gledano najbogatejši človek sploh. Ne? In ta človek, čeprav meščan in ne plemič in ne kralj in ne cesar, je pač zaradi svojega lastnega bogatstva naprimer zgradil del še vedno današnjega Augsburga, ki se mu reče Fuggerei. Se ne vem, koliko hiš je bilo, nekaj 10 na začetku, še zdaj stvar obstaja, z hišami za revne. In ti revni ljudje ne plačujejo najemnine, oziroma tista najemnina je strašno majhna. Mislim, da je danes preračunano gledano 88 centov ali nekaj takega. Ne? In poleg te najemnine je treba še, mislim, da zmoliti Oče naš, Zdravo Marijo in še nekaj za Fuggerje ali za Jakoba ali za njegovo družino vsak dan. Ne? Kdo si on lahko privošči zaradi tega, ker je tako zelo bajno bogat. Ne? Mislim, ne rabi prav nič zategovati pasu. Z drugimi besedami, kmetje in meščani so pač tisti, ki delajo, za njih se tudi ne spodobi, da bi nosili orožje. Pravzaprav niti ne smejo, ljudje jih po strani gledajo. Ne? Obstaja, na primer, v bližini avstrijskega Leobna obstaja en Liechtenstein, en grad Liechtenstein, ne govorimo o tisti državi Liechtenstein danes, in na tistem gradu Liechtenstein živi en Ulrik iz Liechtensteina v 13. stoletju. In on se odloči, da bo na čast svoje dame, ker on je Minnesänger, to je tako, da bi rekli trubadur, samo v nemškem prostoru, ne? V nemškem prostoru bi se reklo Minnesänger. On se odloči, da bo potoval skozi današnji avstrijski prostor iz Italije gol proti Češki in se bo boril preoblečen v Venero, karkoli zdaj to pomenilo, ampak on je bil preoblečen v Venero, in se bo na čast svoji dami, ki je nikoli ne imenuje z imenom, ampak na čast svoji dami boril z drugimi plemenitimi vitezi, ki mu bodo prišli na pot. Ne, in potem je o tem napisal tudi, oziroma narekoval tudi delo z naslovom Služba dami, oziroma Frauendienst. Ne, in je govoril o tem, kako je prišel v neki kraj, in potem je tja prišel gospod Hartmann in sta se zelo viteško borila, in potem je prišel v drugi kraj in je bil tam gospod Dietmar in sta se zelo dobro borila, in potem je prišel tretji gospod Henrik in sta se zelo viteško borila. Ne. In potem pride tam na neki točki do njega en menih, in Venera reče, ne, ker on sam sebi reče Venera takrat, ne, on ne pove, kdo je, čeprav si vsi mislijo, da je pač Ulrik, ne, ampak on je preoblečen, zamaskiran v Venero in se pač bori na čas svoj dami in potem pride tam neki menih.
in se hoče z njim boriti tudi, oziroma kot bi ona dva rekla, lomiti kopja. Ne? Gre za tisto klasično viteško igro, ki si jo vsi predstavljamo. Ne? En konjenik skuša vreči iz sedla drugega konjenika. Čeprav obstaja ogromno nekih viteških iger, ki so tudi peš. Ne? Ampak pač Venera oziroma Ulrik noče lomiti kopja z menihom, ker te menihi se ne borijo. Ne? Menihi so čisto drugi stan. Ne? In potem tisti menih tam sili in potem že drugi rečejo Veneri, daj vseeno te. Ne? In potem ona dva se poženeta en proti drugemu in menih je vržen sedla in nezavestno leži na tleh, se mi zdi, ne? In potem Venera reče, in gre naprej. Ne? Venera oziroma Ulrik ni navdušen nad tem, da se je zdaj boril z nekom To je neviteško. Ne? To se ne spodobi. Ne? Tako da, poleg tega je pa tako, da če si ti nek škof, si seveda spoštovan, ampak neki pripadniki, torej stanu, ki se bori, bojevniki, zdaj neko plemstvo, učenost to ni za njih. Ne? Učenost to ni za njih. Oni so pravzaprav tudi nepismeni so, kaj bo znali latinsko. Ne? Sicer v cerkveni obredi v latinščini so, ne? Ampak oni ne samo, da ne znajo latinsko, so tudi nepismeni. Skozi čas, potem v nekem 14. 15. stoletju so že tudi pismeni. Ampak načeloma niso. Obstaja en zelo poveden primer dveh, pa se dogaja v Južni Italiji. Mislim, da je začetka 12. stoletja ali pa z konca 11. ko se dva brata, enemu je ime Roger, enemu pa Simon in Simon je, mislim, da je vojvodov starejši sin, medtem ko je Roger je pa mlajši in ve, da ko bo oče umrl, bo pač Simon vse podedoval in Roger je jezen na svojega očeta oziroma na svojega brata in se z svojo skupino fantov spopade z Simonovo skupino fantov. In potem mlajši Roger premaga Simona in reče v smislu ja, škoda, da jaz ne bom podedoval posesti in moči najnega očeta, ker ti nimaš pojma. Če pa bi jaz bil starejši sin in bi imel moč, potem bi tebe napravil za škofa ali pa celo za papeža v Rimu, ker za to pa si dosti bolj sposoben. V smislu nisi ravno najbolj za meč, mogoče si malo bolj za knjige, pa si malo bolj miren, pa nisi ravno najbolj agresiven, pa nisi tak mačističen, ampak pač idi v tiste vode, ne? Bog ne daj, da ne bi bil pravi moški. Ne? To so ljudje, ki res čuvajo svojo čast in drugega vsekakor ne užalijo, ker človek ne sme nemaščevane pustiti krivice. Naprimer. To je res čas, kjer če si nek visok plemič, potem se ne smeš pustiti, ker če ne bodo vsi pometali s teboj. Ne? Bi rekli, da je čas takrat zelo spoštovano vrednota? Ja, je nekaj, kar se jemlje resno, kar imajo ljudje na usnicah ves čas. Ne? Naprimer, nekaj časa v 13. stoletju je na Štajerskem, kot štajerski vojvoda, vladal ogrski kralj Bela, mu je bilo ime, Bela četrti. In ta Bela četrti ni osebno vladal na Štajerskem, ampak je tam tja poslal svojega slavonskega bana po imenu Štefan. In ta Štefan je bil pač očitno neki ohol človek, ki je šel na živce Štajercem in so ga Štajerci na čelu z Zigfridom tu iz Marnberga oziroma iz Radl ob Dravi in na čelu z ptujskimi gospodi spodili ven iz Štajerske. Ne? In ko se potem tam Bela četrti z svojim sinom se pogovarja in se rekel, jaz ne bi več hotel živeti, če ne bi maščeval te sramote. In pač to je neka stvar, ki se jemlje resno. Ne? Sej danes smo tudi ljudje pač užaljeni, če nas nekdo prizadene, pa tak, ne? Ampak to je. Morda se zdi, da je retorika takrat dosti bolj vehementna, no? Ljudje jemljajo te stvari res resno in govorijo o maščevanju in tako naprej. Ne? Kaj pa bi rekli, mogoče
to vsakdanje življenje kmeta, kakšno je izgledalo, recimo, pa lahko rečemo tudi napram življenje kmeta v starem veku, damo neko primerjavo, mogoče je bilo slabše, boljše, verjetno je bilo nekje podobno, ampak Torej, kar se tiče tega, da je bilo, če je bilo trdo ali ne, ja, se mi nekako ne zdi, da je bilo v antiki dost bolj trdo. Pač to so ljudje, ki prvo, pa ne samo kmetje, ampak tudi meščani, 8-urnega delovnika ne poznajo. Ne? Tudi ne poznajo 5-dnevnega delovnega tedna, ampak 6. In ljudje delajo od zore do mraka. Ne? Zdaj, ravnajo se po zvezdah, ko je noč, ali pa po kakšni sončni uri, ali pa vodni, ali pa predvsem po zvonenju. Ne? Ampak pač spat greš ob mraku, oziroma vstaneš ob svitu in greš delat. Opravljaš neko svojo obrt, če si se uspel izučiti. Če ne, greš delat na polje, greš delat živino, kaj takega. Ne? Torej, neke trgovine čez dolge razdalje je v primerjavi z nami neverjetno malo, kar pomeni, da ješ lokalno, kar pomeni, da sploh ne poznaš nekih eksotičnih stvari, ne? Raznih poljščin, ki jih danes že poznamo ravno tako. Ne? Ješ manj stvari. Ne? Poleg tega mogoče še to, ne? Kot srednjeveški človek nimaš sploh, ne? In to je nam skoraj čisto nepredstavljivo, imaš dosti manj dostopa do raznih informacij. Ti enostavno ne moreš vedeti, da v nekem temnem gozdu, in dežela je čisto neizkrčena v primerjavi z nami, ne? Torej obstaja dosti več divjine, kot je pa danes, da tam ni škratov, pa vil, pa zmajev, pa tako naprej. Ne? Torej neke zgodbe so in ti nisi ziher, če zdaj so, te že so, ne, ali kak. Ne? Torej, mi, ki imamo pač taki dostop do informacij danes, se mogoče smejemo tem ljudem in si rečemo, kaki buteci. Ne? Ti ljudje niso naivni, razumejo, kako življenje pač poteka, ampak dostop do informacij pa pač imajo tako, kot imajo. Ne? In se mogoče pač vsaj iz našega zornega kota pride do nekih hecnih situacij, ko ljudje res ne vejo, če bo zdaj tam, če grejo čez morje, če jih bo tam kakšna morska pošast napadla. Ne? Pa se nam to zdi zdaj absurdno, ampak oni resnično ne morejo vedeti, kaj bo. Ne? Kar se tiče, kaj pa vem, oblek, je pač to strašno odvisno od tega, kateremu stanu pripadaš, so določena določila, ali če si kmet, pač ne smeš mogoče nekih barv, pa se si jih mogoče ne moreš privoščiti, ali pa nekega določenega nakita. Poleg tega danes nosimo ogromno bombaža. Ne? Medtem ko ljudje v času, o katerem govorimo, nosijo stvari iz platna, pa nosijo kaj usnjenega, pa nosijo kaj volnenega. Svile si tak ne more noben privoščiti. To je zanemarljivo, ko pustimo svilo sploh. Ne? To. Srednjeveški človek morda potuje več, kot si predstavljamo. Ne? Ne vem, ljudje imajo mogoče v glavi, da ne vem, je bil nekdo iz neke vasi, pa nikoli ni šel iz te vasi. Ne? Tako hudo ni bilo. Srednjeveški človek tudi ni bil baš nekako tako umazan, kot si mogoče predstavljamo, da je bil. Ne? Bolj bi smeli neko nehigieno pripisati ljudem iz kakega 17. stoletja. Ja. Kaj takrat so že mesta bila toliko velika, da... Ne vem zakaj, ampak tam je več poročil o tem, da pač neke nesnage ni bilo. Ne? Nek vladar je raje, malo se naparfumira in to vse. Ne? Po drugi strani imamo pa poročila iz, ne vem, 15. prej, da so se ljudje, ne vem, tuširali se niso, šli so v kopel. Ne? Naprimer, šli so v kopel in so, ne vem, eden drugega zdrgnili. Naprimer, take stvari. Kar se tiče hrane, mogoče tudi to, ljudje jejo, torej imajo manjši nabor sestavin, stvari enostavno ni.
če si morajo privoščiti kako začimbo, potem že tudi v zgodnem novem veku, z njo dosti krat pretiravajo, zaradi tega, ker bi radi pokazali, kako so bogati, da si lahko privoščijo, kakšne klinčke ali stvar. Ne? Po drugi strani pa imamo poročila o tem, da so ljudje pa znali kaj dobrega skuhati tudi v srednjem veku. Ne? Pravim, ljudje smo isti v vseh zgodovinskih obdobjih, čisto nič se ne spremenimo, kar se tiče, ne vem, pa na Kitajskem, pa v Afriki, pa v Ameriki, pa tu, ne, živimo v čist drugačnih razmerah, medtem ko smo pa ista bitja, bi radi kaj dobrega pojedli, ja pa seveda, bi se radi kaj poveselili, ja pa seveda, se kdaj napijemo, ja, ne, in tako naprej, ne, torej, ljudje kot družba smo vedno čisto isti. Ne? Noben ne bi rad plačeval davkov. To je povsod v zgodovini. Noben ne bi rad. Ne? To so take stvari, kot posameznik je različen od posameznika, družba je pa, stvari so čisto predvidljive. Aha, če se samo spet to. Kažejo drugače te lastnosti od obdobja. Neka situacija, neki konkreten primer je čisto drugačen, ampak človek kot bitje je pa vedno in povsod isti. Ozadje izhajajo. Pa malo drugačen dostop do informacije, ima pa mogoče drugačne vere, pa mogoče šolan tak, pa podnebje je drugačno, pa tako naprej. To so vse stvari, ki se pač res zelo spreminjajo. Ampak mogoče še to, ne? Danes se mogoče dosti poudarja, da je voda zdrava, da vodo pijemo. Srednjeveški človek je seveda pil vodo, ne? Voda je bila zastonj. Z vodo si se kdaj lahko zastrupil, ne? Se čistilnih naprav ni. Po vodo si šel v bližnji potok, v bližnjo reko. Kdo ve, če ni 1 kilometer pred tem nekdo nekega gnojan odvlil ali pa kaj tajega, ne? Medtem ko ti si kot srednjeveški človek najbrž večina je delala fizično. Ko si delal fizično, si rabo kalorije. Čokoladice si nisi mogel iti kupiti v trgovino. Od kod kalorije? Od sadja, od medu, od kakega sira, od težke maščobe, pa od cvirkov, pa mesa, koliko ga sploh je, ker mesa jemo strašno malo, in od alkohola. Ne? In od alkohola. In torej, danes je tako, da nas večina sedi za mizo, pa gleda v računalnik, pa gleda v knjigo, pa gleda v list papirja in rešuje neki miselni problem. In moramo biti skoncentrirani, ne moreš biti fajhten, če to delaš. Medtem ko, ne vem, kdaj prej, si pač mogoče spil nekaj vina, tolkca, česarkoli, kdo ve, kako močno to vino je bilo, ne, mogoče si ga lahko tudi razreča, ogromno ljudi reči to vino, ne. Mogoče dobiš malo moči, če si malo fajhten, tudi lahko težko fizično delaš, ker srednjeveški človek pač dela in pride domov zlomljeno dela in pač res rabi kalorije. Ne. Mi pa sedimo za mizo in se moramo res koncentrirati. Mi imamo pa kavo. Ne. In po raznih izračunih so predvsem v samostanih, nekaterih samostanih, ko se pač te izračune dalo napraviti, spilo tudi po liter pa pol, 2 litra vina. Na dan. Na osebo. Na dan. Kdo na osebo? Kako močno je to vino bilo, kdo ve. Ja. Ampak to je del celotne kulture. Odvisno, mogoče je bilo pivo. Odvisno tega, kje smo. Ne? Zdaj v severni Nemčiji ali pa v današnji severni Nemčiji ali pa v Skandinaviji niso pili toliko vina. So pa vino potrebovali, že zato, da je lahko bila maša. Ja. Ne? Že zato, da je lahko bila maša. Tako da, kar se tiče prehrane, to, ne? Dosti več alkohola povprečno kot pa danes. Ne vem, koliko ljudi danes alkohola pije, mogoče ga tudi dosti, mogoče ga malo, ne vem. Ne? Ampak pač to je nekaj, s čimer dobiš kalorije. Tudi so povezovali to z samim delom, oziroma samo čisto fizično, že zaradi kalorij mogoče, da so pridobili. Zanimivo. Ja, torej, se pravim, ker srednjeveški človek, vedno govoriva o večini, ne? Večina težko fizično dela, res težko fizično dela in potrebuje
kalorije za to, pač je tako hrano, kjer kalorije so. Ne, kaj je današnja tradicionalna kmečka hrana? Alkohol je, pa masno meso je, pa cvirki so, pa žganci so, stvari, ki jih potrebuješ, ker potem greš, ne vem kaj točno, mogoče delaš v gozdu, nekaj fizičnega delaš, ne? Zato, ne, medtem ko pa danes so pa naše potrebe drugačne, ne? Kava res prvič pride k nam v 16. stoletju, pa to sploh ne pomeni, da je kar naenkrat ful razširjena, še v začetku 20. stoletja ni, je strašno draga, ne? Ali pa v 19. stoletju. Kavo že dolgo poznamo, ampak je res draga stvar, ne? Mi pa pač pijemo to, ne porabimo ogromno kalorij z gibanjem, ampak smo skoncentrirani na nek miselni problem, s katerim se ukvarjamo v službi, večina spet, ne? To. Prej smo že malo o higieni omenila, pa se bi mogoče navezal tudi na črno smrt oziroma obdobje. Stvar je bila prinešena očitno iz Osrednje Azije. Očitno iz Osrednje Azije ni bilo tako, da bi, ne vem, neko evropsko mesto bilo tako zelo umazano, da bi kar naenkrat tam izbruhnilo. Ne. Gre za epidemijo, ki je prinešena očitno najprej do Črnega morja, potem pač, torej, Genovežani oziroma Benečani, mislim, predvsem Genovežani, saj ne vem več, jo prenesejo najprej na Sicilijo in se stvar konec 40-ih, tam nekje od 47 naprej, 1347, pa nekje do 52 pač seli proti severu. Seveda pa ni samo tukaj, ne? Je tudi v Severni Afriki, je tudi v Bizancu in tako naprej. Ogromno smrti. Od pokrajine do pokrajine različno, naprimer Anglija je precej torej prizadeta, medtem ko deli severne Italije ali pa Poljska so pa manj. O kugi govorimo. Govorimo o kugi. Kuge je več, ne? Črna smrt je pač samo največja epidemija. Kuga je bila v antiki, pa je bila v zgodnjem srednjem veku, pa je bila daleč potem še tudi, ne? Pa razne bolezni, ki jih danes več ni. Naprimer neke črne koze, pa to ali še obstaja v nekem laboratoriju, samo še nekje tako, ne? Torej vse take stvari se dogajajo. Kar se tiče črne smrti, je potem tudi ta posledica, da so marsikatere pokrajine strašno izpraznjene, rečemo tako, ker naenkrat je pomanjkanje delovne sile. V Angliji se recimo to zgodi, pa ni samo v Angliji, in ko začne oblast spet v naslednjih desetletjih, ko začne oblast zaostrovati razne delovne razmere, hoče več davkov in tako naprej, se kmetje uprejo in čeprav kmetje izgubijo ta upor, morajo v naslednjih desetletjih razni delodajalci še vedno iti na roko kmetom, da so angleški kmetje skozi čas v zelo dobrih, torej razmere se izboljšujejo pri njih, ne? Medtem ko se recimo Nemci uprejo šele v 16. stoletju, ni več pomanjkanja delovne sile, in situacija kmeta v 16. stoletju v Nemčiji pač, oziroma v nemškem prostoru, no, v današnji Severni Avstriji tudi, pač stagnira. Kar se tiče črne smrti same, pa je to ni posledica nehigiene, no? Ni posledica neozaveščenosti, rečemo tako, no, čisto na. Kakšen pa bil ta obseg oziroma koliko je recimo, da si bi lahko predstavljal ta obseg smrti? O samih številkah težko govorim, ampak od pokrajine do pokrajine tretjina ljudi, mogoče več kot tretjina. Mogoče pa sploh ne kot, torej, pa dosti manj, ne? Včasih tudi do polovice. Ne? Govorimo torej o opustelosti celotnih skupnosti. Tako da, ne vem, ljudje so rekli, recimo med korono je bilo strašno težko. Kar je seveda res, ne? Med korono je bilo strašno težko. Ampak v sredini 14. stoletja, ko je pač kosila črna smrt, je bilo pa dosti težje, ne? Spomnim se tudi tega zdravilca oziroma zdravnika z dolgim klunom, ne? Ja, torej, kar se tiče črne smrti v Mariboru, če se ne motim, ni nekih konkretnih podatkov. To ne pomeni, da črne smrti tukaj ni bilo. Maribor gre skozi čas
skozi več požarov in v teh požarih pač listine izginjajo, zato so luknje v zgodovini Maribora. Ampak Maribor je imel kasneje še eno večjo kugo, če se ne motim, v letih 1680 in potem do 82, torej v 17. stoletju. Na to kugo se potem nanaša tudi naše kužno znamenje. Ne na tisto srednjeveško. Kužna znamenja so po celi srednji Evropi in tako rekoč vedno so mišljena kot zahvala, kot kapelca, kot križ. Ne? Pa to ni originalno kružno znamenje, originalno je bilo leseno. Hočem povedati, Kdo pa potem, recimo, če pogledamo kužno znamenje, kaj sploh to je? Ne? Spodaj so svetniki, ki se jim priporočaš proti kugi, zgoraj pa Marija, ravno tako. Ne? Zato se gre, da ti moliš, da so to, oni so tvoji priprošniki, bi se reklo. Ne? In med njimi je Sveti Rok. Človek, ki, če greš gledat na glavni trg, je tisti, ki je pač v halji, pa tako dviga haljo, tako da bi na svojem bedru skušal tvor pokazati, kužni tvor. Takrat je v Mariboru, če se ne motim, pa to je zdaj že 17. stoletje, tako da bom govoril na pamet, ampak umrlo kakih 400 ljudi. Ne? Zdaj pa Maribor sam, 17. stoletje, ne vemo zdaj, koliko ljudi v Mariboru je živelo. Dela se tako, ne? Človek prešteje hiše. Pa si reče 5, 7, 9 ljudi povprečno na hišo? 1600, mogoče že tam nekaj proti 2000 ljudem? V glavnem 400 številka je ogromna. Ne? Za tisti čas. Seveda. Ne? In potem so zdravniki, ki pač torej ta konkreten najbolj razpit zdravnik je pač bil nekdo, ki je seveda zaračunal, srednjeveško zdravstvo je plačljivo, tako pa šolstvo, ne? Kako zavarovanje, neka zdravstveno zavarovanje, neka sociala, neko javno šolstvo, o tem sploh ne govorimo, ne? V srednjem veku. Torej, srednjeveško zdravstvo je plačljivo in ta zdravnik pogleda skozi vrata oddaleč bolnika, naprej pa ne gre. In to je to. In seveda je osovražen in ga ljudje spodijo iz mesta na koncu. Ne? Ta klun se pač nanaša na to, da si noter našopaš razne. Sami zdravniki niso točno ziher, kako se stvar prenaša, vedno bolj svetujejo higieno, očitno z nekim stikom ali pa z nekim zrakom, tako da si ljudje pač tu ne gre za klun, tu se gre za ščitenje svojih dihalnih poti, zato se gre, zgleda hecno. Dišave so bile se ne vem, kaj so si vse tam noter dali. Ne? Ampak tu ne gre za to, da so oni hoteli izgledati kot ptiči, tu gre za to, da so pač skušali sami sebe zavarovati, da ne bi česa vdihnili. Ja, maska. Tako, maska, ja. Maska. Mogoče še bi bolj se lahko dotaknila enega pomembnega dogodka, obdobja inkvizicije v cerkvene. Ja, inkvizicija, torej najbolj razvpit čas inkvizicije je sicer zgodnji novi vek. Inkvizicij je več, najbolj znana oziroma najbolj razvpita je pa španska. Ne? Inkvizicija sama pomeni preiskava, to pomeni sama beseda. Ne? Gre pa za to. Španija, ki se v 14., 15., 16. stoletju, 16. stoletju je že konec, se komaj združuje. Ne? Torej, Španci so v, mislim, da 780 ali pa nekaj tajega letih dokončno pregnali muslimane ven iz današnje Španije. Ne? Torej, muslimanska stran je vdrla v Španijo iz današnjega Maroka leta 711 in bila dokončno pregnana iz Španije leta 1492. No, to se pol tudi veže Kolumbova odprava. Zgodilo se je zelo hitro eno za drugim. Tako, ja. Torej, zadnja torej, mesto, ki je padlo, je bilo Granada. Ne? In to mesto je padlo 2. januarja 1492. Ko je padlo, je bil Kolumb očitno zraven. Očitno je gledal zraven, ko je padlo. In potem sta, torej, španska vladarja Ferdinand in Izabela nekaj časa še živela v tedanji, nekaj časa še preživela v granadski palači Alhambri. In sta
tam se očitno pogovarjala s Kolumbom, kaj bi on sploh naredil. Na koncu so se zmenili, mislim, da aprila, ko že nista bila več v Alhambri, so podpisali nekje druge, 15 km stran, ampak on je očitno ne prikazoval, razlagal o tem, kakšne načrte on ima. Mingrede, on je očitno vedel, da zemlja ni ploščata. To je še ena taka hecna stvar, ko ljudje mislijo, da je srednjeveški človek mislil, da je zemlja ploščata. Pa ni, ne? A res? Torej, ljudje bi pomislili, da če je Kolumb mislil, da je zemlja ploščata, pa hotel iti v Indijo, pa šel proti zahodu, je potem bi očitno skontal, da bo dol padel, ne? Ampak če greš proti zahodu, pač prideš do Indije, iz druge smeri. Očitno je vedel, kakšne oblike je zemlja. O razdaljah ni imel pojma, jasno, da ne. Ni vedel, kako velika je, pa da neomožno, pa tak naprej, pa da je nekaj vmes. Ampak hočem vam povedati, da dobro, zdaj mogoče je nekdo, ki se je še v Skandinaviji držal nekega starega germanskega verovanja, ki govori o nekih plasteh, pa to ja, ne. Ampak da bi pa cerkev učila, da je zemlja ne. Aha, je bilo že generalno... Mislim, zdaj ne vem, če je splošno znano, enih par indicov se spomnim, da je pač mišljeno, kot da je zemlja okrogla, oziroma da je obla, ne, da je sfera, da izgleda tako. Ne. Zdaj, kaj je neki povprečen človek mislil, je težko določiti, ne. Ampak da bi pa neki učenjaki trdili, da je bila ploščata, to pa ne. V glavnem, stvar se je zgodila zelo hitro eno za drugim. Hkrati se je takrat, torej govorimo o zgodnjem letu 1492, zgodilo to, da sta Ferdinand in Izabela izdala v tej Alhambri, v tej palači v Granadi, se reče dekret, mislim, da dekret, alhambrski dekret, kjer sta določila, mislim, 31. marca, da morajo Judje, ki so tam živeli v Španiji, zapustiti deželo do konca julija. Ker sta se odločila, ker sta hotela, da bi bila celotna dežela krščanska. Ne? Torej, če se ne boste spreobrnili, potem odidite. In po razno raznih izračunih je bilo Judov takrat, morda vseh Špancev 6 milijonov plus, Judov morda 300,000 in koliko se jih je odločilo oditi 100,000. Tako da Večina očitno ni odšla. Ne? Večina se vedno samo prilagodi. Večina se ne ukvarja z težkimi teološkimi, filozofskimi, političnimi vprašanji, ker ima dosti svojih nekih sprotnih problemov. Ti se ukvarjaš z tem, kak je v službi, pa nekaj je bolan, pa nekaj na hiši. Manjšina pa se potem vedno res ukvarja z nečim in potem so eni zelo za, potem pa eni so pa zelo proti. Ne? Večina pa ja. Pa karkoli je to, ali je nacizem, ali je komunizem, ali je karkoli, z čemerkoli je tako. Ne? Z drugimi besedami, večina Judov je pač, če so te številke sploh pravilne, rekla, zdaj imam že, zgradil sem si življenje tu, ok. Ne? Ampak nekateri so pa na skrivnem še vedno to želeli. Ne? Še vedno so na skrivnem opravljali judovske obrede, oni so mogoče šli čez krst, ampak na skrivnem so pa še vedno verovali svoje. Bili pripadniki svoje vere. Ne? Že pred tem je takratni veliki inkvizitor, ki mu je bilo ime Tomás de Torquemada, je rekel, Judje se spreobračajo, ampak v resnici še vedno na skrivnem prakticirajo svojo lastno vero in to zato, ker je judovska skupnost še vedno v Španiji. Izženimo njih, da ti spreobrnjenci, konversosi, ne bodo imeli neke opore v nekih javnih judih, ki so še vedno javno Judje. Ne? In potem se inkvizicija ukvarja z ljudmi, ki bi bili na skrivnem še vedno Judje ali
pa muslimani. Malo neke težnje. Z muslimani je podobno. Ne? Tudi muslimani na začetku se jih je pustilo na miru, potem so bile neke prisilne spreobrnitve, potem je bil en muslimanski upor, potem je bil v 16. stoletju še en, to so bili mariskosi, tako imenovani. Ne? In potem se je muslimanom reklo isto kot nekoč Judom. Dajte se spreobrniti ali pa idite. Spreobrniti pa tudi zaradi nadzora mogoče, skozi vero bi rekli? Ali... Ne bi rekel, da zaradi nadzora. Torej, Ferdinand in Izabela in njuni nasledniki jemljajo vero strašno resno. Ne? Samo zato, v prvi vrsti se gre za to. Ne? Okay. Tako da to in inkvizicija se torej ukvarja z ljudmi, ki bi, oni bi rekli, sprejeli krst, vendar bi na skrivnem, ne? In ljudje ki to vodijo, so v prvi vrsti pravniki. Ta proces me tudi zanima. Ja, so v prvi vrsti pravniki in zelo dosti pravnikov je dominikancev, torej pripadnikov cerkvenega reda dominikancev. Dominikanci, torej, ki so nekaj čist podobnega kot frančiškani, jezuiti ali pa neki drugi red, zelo dosti polagajo v izobrazbo, zelo dosti procentualno za tiste čase, zelo dosti dominikancev gre na univerze in ima pravno izobrazbo. Ne? Niso vsi inkvizitorji dominikanci, marsikateri inkvizitor pa je dominikanec. Ne? Dosti dominikancev je. Zato dosti krat slišiš, da so dominikanci vodili inkvizicijo. Ne, zelo dosti inkvizitorjev niso bili vsi. Ne? Eni so pač bili. Gre za to, da je treba zdaj pač ugotoviti, če ta človek v resnici krši to pa ono pa tretje, skozi čas, mislim, da do 19. stoletja, in inkvizicija je obstajala, kaj pa vem, zdaj bom na pamet rekel, ampak tam nekje od druge polovice 15. stoletja pa nekje do 19. stoletja, je bilo po trenutnih izračunih vodilnih ljudi usmrčenih, mislim, da 3 do 5 tisoč ljudi. Ne? In ne neki milijoni, kot bi človek morda mislil, oziroma kolikor se ve, kolikor pač vemo, so nekateri ljudje celo pred civilnimi sodišči začeli preklinjati ali nekaj tega, samo zato, da bi se jih k inkvizitorjem poslali. Da bi se jih k inkvizitorjem poslalo. Poleg tega se inkvizicija ne ukvarja z čarovnicami. Naprimer, ne? Inkvizicija se ukvarja z ničim drugim. Kdo pa se recimo s čarovnicami? Torej, zelo odvisno od... To je zdaj spet zgodnji novi vek, ne? Sicer. To je zdaj sicer zgodnji novi vek spet, ampak zelo odvisno od dežele do dežele. Ne? Pri nas cerkveno sodišče sicer je, vendar so posvetna oblast ravno tako vpletena v celoten proces. Če usmrti, potem usmrti spet samo posvetna oblast. Za voljo. Se ne vem točno, zaradi kakšnih obtožb, ampak zelo različno je od dežele do dežele. Mogoče najbolj svetovno znan proces proti čarovnicam je ta v Salemu v Novem svetu, ne, v današnjih severovzhodnih združenih državah. Tam je pač vlada, je puritanska. Puritanci so kristjani, so pač eni izmed protestantskih skupin in to ni katoliška stvar samo. Ne? Zdaj smo šli že malo naprej in je ogromno Evrope pač, ne vem, protestantske. Eni so luterani, eni so kalvinisti in prezbiterijanci in tako naprej. V Novem svetu obstajajo pač ti tako imenovani puritanci in puritanci so pač ravno tako torej se bojijo tega, da bi neke osebe, gre za moške in za ženske, prodale svojo dušo hudiču in potem ne priznale in kaj pa zvem tam, zakaj se točno gre, spraskale nekomu oči in skuhale točo in delale kot babice, porodničarke in bi otroci umirali zaradi njih in tak. In potem vse skupaj naraste v neko histerijo
In vladari se skozi čas glede tega obnašajo strašno različno. Ne? Eni so zelo za, eni si mislijo, en ogrski kralj reče, ne ukvarjajte se s čarovnicami, to ne obstaja. Ne? En škotski kralj v zgodnjem novem veku že pa napiše svoje lastne delo o čarovnicah in kako je treba to preiskovati in tako naprej. Zanimivo, je zelo posvetil. On je sam napisal, kak je, mislim, da je demonologija naslov ali nekaj v tem smislu. Ne? Zdaj, če se nekdo v družbi res ukvarja z nekimi uroki ali pa z nekim čaranjem ali pa z nekimi takimi stvarmi, potem je še najbolj verjetno ugibati, da so bili to neki ostanki poganstva. Ne? Da je v nekem delu Evrope še vedno bil spomin na neko pogansko vero in ta poganska vera je pač vsebovala, neko daritev nekemu, komu, ali pa ne vem, ljudje se zaljubijo, neki ljubezenski napoj, samo ono, drugo, tretje. Tudi pri nas, pa ne samo pri nas, neki ostanki poganstva izginjajo počasi. Še v, leto 1228, obstaja poročilo o tem, da ljudje v Črnomlju oziroma okolici Črnomlja še vedno častijo drevo in studenec. Ne? To je očitno neki ostanek od prej. Ali pa v nekem zgodnem 14. stoletju je tam poročilo o tem, da nek vitez, pa mislim, da tudi celo nekaj tako v bližini Maribora, še vedno časti drevo, naprimer. Ne? Če se nek človek res ukvarja z nekimi uroki oziroma z nekimi jasnim čem. Ampak to so pač neke govorice, ki, zapravim, ljudje v tem časovnem obdobju pač ne vejo, da ni zmajev in palčkov in tako. Po eni strani se ti zdi hecno, po drugi strani ne moreš zameriti. In potem se pač včasih stvar izrodi oziroma nastanejo take žalostne zgodbe iz tega. Ne? Ampak to je dosti redkeje, kot si danes predstavljamo. Ne? Ljudje smo še danes strašno, kot vedno tudi danes, strašno nagnjeni k temu, da če sta dve verziji neke zgodbe, bomo vedno verjeli tisto, kar je najbolj pompozno. Če je neki škandal, bomo ziher verjeli. Samo zato, ker je vznemirljivo in tako naprej. Ne? Medtem ko je večina zgodovine pač neko vsakdanje življenje. Ne? Razni raziskovalci ki so šli z ladjo nekam in jih nikoli več ni bilo. Obstaja en francoski pesnik iz 15. stoletja, ki je bil napol kriminalec in se ga je izgnalo iz Pariza in potem ne vemo, kaj z njim, ker nikoli več noben ni slišal za njega. In kaj se je zgodilo? Pa najverjetneje nekaj čisto vsakdanjega. Mogoče je umrl od lakote. Ne vem, samo zaradi tega, ker ne vemo, še ne pomeni, da se je zgodilo nekaj najbolj škandaloznega. Lažje pa si je zapomniti, oziroma tudi tebe zanimivo. Seveda, lažje si je zapomniti, pač gre v uho, lahko malo čenčaš. Ne? To je spet stvar, ki jo vedno in povsod delamo. Ne? Veš, da bo tako, ker smo pač ljudje. Ne? Če smo že pri čarovnicah, pa potem pri nekih vojnah, bi se dotaknil rad križarskih vojnah. Okay. To je sicer malo bolj nazaj, ampak kaj je vzrok? Pa mogoče... Torej, čist na kratko, stvar je taka. Ne? Najprej imamo v antiki Rimsko cesarstvo. Rimsko cesarstvo se razdeli na dva dela. Oba dva dela sta krščanska. Predvsem vzhodni del je tisti del, kjer je bilo krščanstvo najprej. Ne? Torej, krščanski svet v tistem trenutku spada tudi današnja Turčija, Severna Afrika, vzhodno Sredozemlje, ki ga danes spet ne štejemo več v krščanski svet. In potem v 7. stoletju pride islam in osvoji velike dele takratnega krščanskega sveta. Najprej so to Arabci, potem pa se v islam spreobračajo tudi Turki in prevzamejo pobudo, rečemo tako, poenostavimo tako. Ne? Ta svet, ki je na novo osvojen, se počasi spreobrača v islam in
ne naenkrat. Ne? In potem se zgodi večkrat, da Turki naprimer premagajo Bizantince. In Bizantinci so ob koncu 11. stoletja v zelo slabem položaju. Njihova država je v zelo slabem položaju in so, torej, Bizantinci so spet ena taka dežela, ki je bogata, zato vsi sosedi napadajo, da bi domov odnesli čim več plena. In potem je en cesar, Aleksij Komnen, moje bilo ime, in ta cesar je zavladal leta 1081. In je rekel, jaz rabim pomoč od zunaj. Zato se bom zmenil z Benečani in jim bom rekel, če nam pomagate po morju, vam bom dal poseben status vašim trgovcem in vaši trgovci ne bodo rabili plačevati davščin in tako naprej. Zato so Benečani kasneje osovraženi strani Bizantincev, ker imajo neko nefair prednost njihovi trgovci tam. Ne? Medtem ko je isti cesar leta 1095 poslal prošnjo za pomoč tudi papežu. Papež je bil Francoz, Urban II. In je ta papež, to se je zgodilo v severni Italiji, kjer so ga poslanci srečali oziroma kjer se je sestal z njimi, je šel v Clermont, v srednje francosko mesto in je tam pridigal o tem, da je treba iti pomagati vzhodnim kristjanom, ker so prišli sovražniki in so jih se ne vem, kako se je izrazil, ali Turki, ali ne vem kdo, in so jih premagali v 7 bitkah. Nisem čisto ziher, za katerih 7 bitk je tu bilo. Tudi ta verzija njegovega govora, več verzij je in se niso identični, te verzije niso identične. Ne? In potem je odziv in gremo jim pomagati, prosijo za pomoč. In potem je odziv torej gromozanski. Ne? In medtem, ko se na eni strani organizira neka, recimo temu, uradna križarska vojska, ne? Torej papež Urban reče, ja, zberite se tak, pa tu, pa boste šli eni po tej poti, pa ta, ne vem, veliki plemič vojvoda, ne vem, kdo vas bo vodil, drugi boste šli pa tu, eni boste šli pa iz južne Italije, tja proti Bizancu in tako naprej. Se pojavi tudi več nekih takih kako naj temu rečem, samoniklih skupin, ki jih vodijo neki karizmatični pridigarji, to je en Peter Puščavnik, ki je strašno dober govornik in ljudje se kar samodejno zberejo okoli njega in kar grejo in torej kar spontano grejo, ali potem je en Eniho, nemški, torej obrenski grof, ki ima neke ideje o tem, da bo on postal bizantinski cesar in začne tam nekaj prerokovati in gledajo neko gosko, ki se obrača proti vzhodu in kar tista skupina kar enkrat tudi gre in kam goska pokaže. Pa se ne vem, kaj je že s to gosko, mislim, da je neka goska zraven. No? In ti ljudje pač čez en trenutek je pač tu realno zanimivo, kaj jest, ne? In ker ne moč kar iti. In potem začnejo ti ljudje še doma napadati judovske skupine v domačih nemških mestih. Judje so panični, se začnejo zatekati tam tudi v škofovske palače. En škof reče, čakajte, judje, puste jih tu. Tisti Enikovi privrženci, mislim, na eno skupino pobijajo, eno ne. In ko ti Emikovi privrženci pridejo, mislim, do Ogrske, ne, torej do ne samo Madžarske, ampak zraven spada še, ne vem, Prekmurje, pa današnje hrvaške dežele, pa Slovaška, pa velik del Romunije. Dežele Svetega Štefana, gre za veliko kraljestvo, ne za eno izmed srednjeevropskih majhnih držav, ne, tako je danes Madžarska, ni pač neka ogromna sila, ne, gre za veliko kraljestvo. So te Emikove sile poražene in Emiho mora iti domov in se vsi delajo norca z njega, ker pač on je tam govoril o tem, da bo on tam neka bizantinski cesar ali ne vem kaj, v resnici pa to. Potem neka centralna skupina križarjev pride najprej do Konstantinopla, potem gre po kopnem do
torej čez celo Malo Azijo pa do Jeruzalema osvojijo Jeruzalem, ustanovijo več križarskih držav, Jeruzalemsko kraljestvo, grofijo Tripolis, potem je Edesa pa Antiohija, in Edesa pade. Pridejo drugi križarji iz Evrope, ker ko Edesa pade, Edesa je v današnji južni Turčiji, tam je zelo zgoraj že, ni več v sveti deželi. Potem pride tretja križarska vojna, kjer sodeluje Richard Levosrčni, naprimer, ki je torej, angleški kralj, ki je v resnici dosti časa preživel na svojih posestih v Franciji in ni znal angleško besede, ampak je govoril francosko. In je bil slab kralj, slab mož, slab oče in krasen vojak, zato se ga pač še danes z veseljem spominjajo in je bil res krasen vojak v sveti deželi. In se recimo boril proti Saladinu, ki je predtem osvojil Jeruzalem nazaj. Potem se je pa zgodila še četrt, so bile potem pohodi tudi kasnejši, ampak najbolj razvpita je pa ta četrta križarska vojna med letoma 1202 in 1204, ko se zelo poenostavljeno rečeno zberejo križarska delegacija gre k Benetkam in reče, dajmo se zmeniti za nek prevoz. Z ladjami bi šli. In Benetke spustijo ogromno stvari, ki so jih prej delali in začejo graditi ladje. Križarjev se zbere manj. Ladji je preveč. Ni dovolj denarja, da bi plačali Benetkam. Benetke rečejo, njihov zelo, zelo star dož, to se dogaja. Vodja Beneš. Tako je, beneški državni poglavar. Mislim, da je bil celo rojen tam 1107, nekaj tajega. To se pa dogaja 1202. In slep človek, reče, jaz grem zraven. Enrico Dandolo. Ja, jaz grem zraven. In ker ne morete plačati, nam dajte osvojiti Zadar. Bomo se nekako zdilali. Zdaj zelo, vse, kar se tu pogovarjamo, je zelo poenostavljeno. Zelo je poenostavljeno. Nekateri križarji pridejo tja, pa rečejo, kaj mi delamo zdaj tu sploh? Jaz vem domov. Se zgodi, naprimer. Papež reče, kaj vi delate zdaj sploh? Izobčeni ste. Oziroma potem mislim, da so izobčeni samo Benečani na koncu, ker kao papež reče, Benetke so očitno to skuhale. In potem se pojavi pri križarjih en nekdanji bizantinski princ in reče, moj oče Izak, mislim, da Izak II, eden izmed bizantinskih cesarjev, je bil vržen z prestola. Če bi vi pomagali mojemu očetu nazaj na prestol, bi vam jaz in moj oče dala denar in celo neke čete, vsekakor pa denar, da bi vi potem lahko šli naprej. In križarji rečejo, ok. In je že spet ne grejo v smer iz svete dežele, ampak grejo v Konstantinopel, oziroma v Carigrad. Stari, zdaj novi spet cesar reče, Jezus, kaj je to moj sin obljubil, to ne bo šlo. In Benečani in križarji izvedejo spet en državni udar in razdelijo bizantinsko cesarstvo nastane latinsko cesarstvo in pa na ozemlju nekih prejšnjega bizantinskega cesarstva neke druge križarske državice in cesar latinskega cesarstva postane en Baldvin tam. V Carigradu vlada za en Baldvin, mislim, da je z današnje Belgije ali severovzhodne Francije ali nekaj tajega. Bizantinci se pa uspejo obdržati v Niceji, mislim, da je to današnji Iznik v Turčiji in je to kao naslednica bizantinske države in potem to nicejsko cesarstvo 1261 zruši to latinsko cesarstvo in bizantinsko cesarstvo je obnovljeno, medtem ko med 1204 in 1261 vmes ni obstajalo. Potem pa spet. Enrico Dandolo, mingrede, je to vse zraven sprovedel tako, kot je hotel in potem najverjetneje umrl 1205
in bil pokopan v Agiji Sofiji. Čeprav, če se ne motim, danes ne vemo, kje točno. Ampak človek je dejansko spravil skupaj tisto, kar je hotel in se potem nikoli več vrnil. Ne? On je sploh fenomen, glede na to, da je bil že na začetku toliko star. Ne? Medicine ni. Medicine enostavno ni, pa se ne gre samo za njegov primer, ampak se sploh. Gre za to, da se danes mnogo stvari zdravstvenih problemov ustavi daleč pred tem, bi sploh postali smrtni. Medtem ko v srednjem veku, ko je pač medicina takšna, kot je, se nekaj slabša, dokler ni smrtno. Tako da je on preživel do 94 plus, oziroma se ne vemo, koliko je bil star, 90 plus konkretno let in bil kljub svoj slepoti še toliko vitalen, da je vse skupaj spravil skupaj. Da je, torej, Benetke pa vmes, torej niso rabile plačevati raznih davščin, njihovi trgovci. Seveda je to šlo torej voda na mlin beneškim trgovcem, vsi ostali jih sovražijo, več pogromov je proti Benečanom v bizantinski državi, obojni se pač drugega ne vidijo na raje, Benetke vidijo v Bizancu nekega svojega dednega sovražnika, seveda, ko nastane latinsko cesarstvo, se Benetke polastijo ogromno otokov Krete, ki ostane v njihovih rokah do, mislim, 17. stoletja, ko jim jo vzamejo Turki. In potem so seveda v tistih desetletjih med 1204 in 1261 Benečani ravno tako v Carigradu in so spet osovraženi. In ko prvi cesar, ki mu uspe obnovitev bizantinskega cesarstva, Mihajl Paleolog, Paleolog je potem dinastija, ki vlada do konca bizantinske države, tudi zadnji cesar Konstantin, ki je 1453 padel pri obleganju Carigrada, on je bil paleolog. Torej, on sam, Mihajl Paleolog, ki je obnovil bizantinsko državo 1261, je potem izvedel masovni pogrom, oziroma masovno oslepitev Benečanov, ki so jih uspeli bizantinci v roke dobiti. Malo pred tem, morda 2 leti, leto pa pol pred tem, sta iz Carigrada odplula Nikolo in Maffeo Polo, torej oče in stric Markota Polota. Potem iz Krima šla proti današnji Kitajski, se vrnila, vzela Markota Polota zraven in šla še enkrat na Kitajsko. In potem se je Marko Polo vrnil šele 1294 nazaj. In ko so bile Benetke potem v vojni z Genovo, je Marko Polo pristal v zaporu in je bil tam v zaporu z enim človekom po imenu Rustichello iz Pize in mu je tam razlagal in potem je Rustichello to zapisal in zato imamo poročilo. Da pa bi bil on edini Evropejec na Kitajske, to pa sploh ne. Jih je bilo kar nekaj in kar nekaj jih je tudi zapustilo poročila. Bilo jih je pa še več, ki pač nikoli niso nobenega poročila zapustili, zato pač ne vemo, da so obstajali. Marko Polo je pač znan. Zanimivo. Še ogromno tematik, samo časovno ne vem. V redu. Mislim, koliko imate vi? Lahko rečva še 10 minut. Okay. Dajte kar povedati, bova že. Jaz bi še eno imenitno poglavje oziroma obdobje kmečkih uporov, teh kmečke vstaje rad, pa lahko bova s par besedami. Pa potem mogoče še propad vzhodnega rimskega cesarstva, pa končamo mogoče kje pri razsvetljenstvu. Ok. Torej, kar se tiče kmečkih uporov, je to spet čas bolj zgodnega novega veka. Torej, najprej res je, da se na Koroškem že v drugi polovici 15. stoletja zgodi en upor, ki je še pač za časa srednjega veka. To je res. Največji slovenski kmečki upor je 1515, potem je 1635, potem je še pred tem je, torej, 1573 je hrvaško-slovenski, ta z Matijo Gubcem in Ilijo Gregoričem, in potem je še Tolminski punt, ti so največji. V grobem gre za to. Kmetom gre zelo slabo, tu je turška nevarnost, tu so turški vpadi in Turki ne osvajajo, tu so plenilni pohodi. Turki, ne vem,
naberejo sužnje ali pa odpeljejo živino ali pa take stvari. Ne. To in Turški vpadi. Turški vpadi na slovensko ozemlje, ne, ki so najhujši v drugi polovici 15. stoletja. Začnejo se 1408 in kaj pa vem, tam nekje po 1593 jih je zelo malo, razen v Prekmurju. Prekmurju jih je še nekaj časa potem, še nekaj desetletij potem. In pa naši vladarji, Habsburžani, se recimo borijo z ogri v tistem trenutku, z ogrskim kraljem Matijo Korvinom, kraljem Matjažem, ne, ki ga mi imamo za naš slovenske gore list, v resnici pa se je tako boril proti nam, koliko mu je le duša dala. Res? Ja. In to zato, ker torej, naš vladar, Habsburžan Friedrich III. Se je probal vmešavati v ogrske notranje zadeve, prilaščal si je neki kakšen naslov v zvezi z ogrsko, to bi moral še enkrat pogledati. In pa Matija Korvin ni bil iz neke stare uveljavljene dinastije. Njegov oče je sicer že bil slavni vojskovodja, dedek pa ne, dedek je bil pa neki vitez tam. Ne? In ko je Matija Korvin prišel na Dunaj in se je skušal z torej našim Friedrichom Habsburžanom zmeniti za hčero, je Friedrich kategorično odklonil. Ne? Zdaj, Matija Korvin, ki so mu nekaj podobnega tik pred tem rekli tudi na Poljskem, je bil poparjen. In tak nekje od 1477 do konca Korvinovega življenja pravzaprav, 1490, je bil on v vojnem stanju z Habsburžani. Ne? In to je tudi čas, recimo, Razma Predjamskega, ki je bil vpleten v te boje. Ne? Zdaj pa kmetom gre slabo in oni želijo staro pravdo. Kaj zdaj točno mislijo s tem? Oni imajo občutek, prav ali ne, dostikrat prav, da lastniki nekega gospostva zaostrujejo zahteve do njih. Neko gospostvo ima mogoče urejen urbar in tam točno piše kaj, ali pa ne. In potem morda je napravljen nov urbar in kmeti rečejo, to prejšnjem ni pisalo, noter, kaj za to neke nove stvari so. Ne? Potem so pa raznorazne druge obtožbe tudi. Ne? Ena obtožba je, o tem obstaja super knjiga v slovenščini tudi o naših uporih, naslov je Mi smo tu. To je kmečki vzklik. Ne? Piše, ne vem, eden izmed lastnikov enega gospostva je recimo zahteval samo mlade ženske na tlako in potem z njimi nespodobno ravnal. Ne veš, kaj se je dogajalo. Ne? In potem ljudem enostavno prekipi. Tako da niti eden se ne konča tako, kot bi kmetje želeli. Vedno zatira strani vladara? Ne gre toliko za vladarja, kot za lastnike teh gospoščin, kjer se kmetje uprejo. Ne? In to so neki lokalni plemiči. In če pogledaš, kdo konkretno se je najbolj upiral, oziroma kdo je bil najbolj okruten z svojimi kmeti, bolj, ko je bil neki mali plemič, bolj je hotel čim več vse iztisniti od svojih podložnikov. Ne, od svojih torej podrejenih ljudi. Bolj, ko je bil neki veliki feudalec, ki je imel jaz ne vem koliko gospostev tu pa tam, ni toliko nekih grozljivih zgodb tam. Ne. Kmečki upori se dogajajo, ne vem, povsod, se pravi, dogajajo se v francoskem prostoru, žakerija je iz francoskega prostora. 1381 smo že prej omenili angleški kmečki upor, ne, kjer en duhovnik reče, John Ball, ima eno čisto revolucionarno pridigo, ne, in reče, ko je Adam kopal, v smislu, da je prekopaval, ne, in je Eva predla, kje pa je bil takrat plemič? Če to so si kasneje zmislili hudobni ljudje, in dobesedno on reče naughty man, kar danes naughty pomeni nekaj drugega, ne, in še bolj hecno. Ne, in zdaj vržimo iz sebe jarem, ali se ne kaj reče. Ne? Ta človek je potem mučen do smrti.
medtem ko njegov sovoditelj, en izmed glavnih voditeljev upora, se jih je bilo več, ne? Tyler Watt, v resnici, najverjetneje mu je bilo ime Walter in je bil Tyler v smislu, da je bil ploščičar, da je delal strešnike. Se je pogovarjal s kraljem, tako da bi bili pogajanja. Ne? In ta človek pač, kdo ve, kakšne vrste človek je bil, morda ni bil najbolj omikan. In je na neki točki rekel, Jezus, kako je vroče, bi imel eno steklenico, s katero bi si splaknil usta v smislu, ne? In mu dajo steklenico in on to napravi na zelo grozen način pred kraljem. Karkoli je zdaj to bilo, kdo ve, ne? In kraljevo spremstvo in se stepejo in ga pobijajo in iz upora ni nič, naprimer. Ne? Potem je recimo nemška kmečka vojna, kasnejša iz 1524-25, kjer kmetje na neki točki napravijo spisek svojih zahtev o tem, kako so stiskani. Pa rečejo, niti več ne smemo iti v gost po drva. Včasih smo lahko si šli normalno v gost nabrat, zdaj pa oni sami sebe imenujejo arme manj, ne? V smislu, ubogi mi smo to ljudje, ne? Ki nas privijajo. Zdaj pa si moramo kupiti les in to za doppelgeld. Ne samo, da ga moramo kupiti, še bolj nas. Ne? Tako da to so ljudje, ki vsaj, če poslušaš njihovo stran, živijo v veliki bedi. Medtem ko bi plemstvo reklo, čujte vi nijate kaj to zagovoriti, ne? Lahko ste veseli, da delate. Torej, vi ste tretji stan in dajte poslušati. Kdo pa se bori na strani plemičev? Torej, zelo dosti je lokalnih plemičev samih ali pa morda kakšna vojaška skupina, ki so najemniški vojaki. Pri nas mislim, da se vsaj enkrat zgodi, da je zraven tudi ena skupina iz turške meje, da pride pomagati. Vojakov. Zanimivo. Ne, iz naše strani turške meje. Ne? Ampak to so ljudje, ki so krajišniki in imajo neke posebne pravice. Ne? Pri kmetih je pa tako, da voditelj kmečkega upora, jaz ne vem, mislim, da nikoli ni najbolj revn izmed kmetov. Ampak je vedno, ali je neki bogat kmet, neki mogoče malo že trgovec, mogoče že neki nekdanji vojak, nekdo, ki ima neke organizacijske sposobnosti. Ne? Tudi naprimer, pri francoskem kmečkem uporu iz 1358, kjer se dogaja v bližini Pariza na severu Francije, Žakerija se reče temu uporu, je voditelj bogat kmet, ki Guillaume Calmo je ime in je tako naivn, da ko ga plemiška stran povabi na pogajanja, dejansko gre in ga seveda zgrabijo in ga, mislim, da ga tudi mučijo do smrti preden ga, in potem je kmečka stran razbita. Tako da to, kaj sva rekla, potem druga stvar še? Lahko z razsvetljenstvom končamo, torej razsvetljenstvo, protestantizem, barok. Z protestantizmom je tako, da torej Martin Luther, tako bom rekel, ne? Zdaj, zelo dosti zgodovinarjev za prva protestanta v nekem klasičnem smislu smatra pred Martinom Lutherom še Jana Husa, pa pred tem še Johna Wycliffa iz Anglije, iz 14. pa iz 15. Zakaj se pa pojavilo recimo to gibanje, kaj so težili? To so ljudje, ki po eni strani nimajo te sreče, da bi imeli tisk, da bi lahko svoje ideje razširili, in to so teologi, to je neki teolog, kdorkoli pač to je, ki razlaga teologijo malo drugače. Reče, ne vem, spet čisto poenostavljeno. Ne? Torej, ne vem, v Svetem pismu piše to. Katoliška cerkev to razlaga tako. Ampak to je v resnici res. Malo drugače bomo izven to razložili. Pa... Ja, torej, ne? Potem pa pride drugi reformator. Reče, v Svetem pismu piše to. Katoliška cerkev pravi, da je to.
Luther bi to razlagal tako, Calvin bi to razlagal tako, ampak jaz pa mislim, da je malo drugače. Ne? Torej protestanti sami se med sabo ne razumejo. Že v tej prvi generaciji, oziroma sej niso vsi iz iste generacije, ne? Ampak tudi tudi ljudje iz, kaj pa vem, neki Zwingli ali pa neki Luther ali pa neki Calvin, pa tako naprej, oni živijo bolj, torej se prekrivajo njihove življenjske poti, ne? In se ne strinjajo med sabo niti. To so pač ljudje, ki naprimer, ne? Luther vidi razno korupcijo v cerkvi, ne? In je korupcija bila? Ja, je bila, ja. Ne? Seveda je bila. In reče, to pa to, razne stvari so narobe. Ne? Nepravilnosti. Ampak poleg tega on reče, naprimer, neko stvar, ne? Mislim, da je že prva izmed njegovih 95 tez, pa to bi moral zdaj še enkrat pogledati, ne? Ampak mislim, da reče, ko je naš Gospod Jezus Kristus rekel, da je treba delati pokoro ali nekaj v tem smislu, je mislil, da naj bo cela naše življenje pokora. Nekaj v tem smislu. V glavnem, ta teza se ni nanašala na korupcija, ampak je imel drugačno teološko mnenje o nečem pač. Ne? Tako da potem se pač razidejo, pač vedno bolj najprej on še vedno v cerkvi, on je le avguštinski menih, potem je, mislim, izobčen, potem začne pisati proti, potem se poroči z nekdanjo nuno in tako naprej. Zdaj, življenjska zgodba vsakega izmed reformatorjev je druga, ne? Je drugačna. Tako da v vsaki deželi je malo drugače. Kar se tiče naših dežel, je pač tako, da so Habsburžani pač na katoliški strani in morajo protestanti na neki točki, pa to je zdaj spet zgodnji novi vek, oditi. Potem je pa skozi čas vedno več razne filozofije v francoskem prostoru, v tudi angleškem prostoru. Kot alternativa krščanstvu mogoče? To niso ljudje, ki so, ne vem, ateisti. Ne? To niso ljudje, ki so ateisti, ampak rečejo, ne vem, vsi ljudje se rodimo svobodni, oziroma nekateri pa tudi so, ne? Nekateri tudi so, naprimer, Voltaire je strašno proti. Ne? Ampak niso vsi so spet odvisno od človeka in potem imajo, ne vem, ameriški ustanovni očetje, ali kakorkoli bomo prevajali te founding fathers izraz, ne? Idejo o za neki svoj politični sistem. Ne? Medtem ko in postavljajo posameznika na prvo mesto. Ne? Medtem ko imajo francoski kako bi temu rekli, revolucionarji od leta 1789 naprej, drugačno idejo. Ne? Tam se pa potem stvar tako izrodi, da so potem razne množične usmrtitve in tako naprej. Ne? Stvari sta na papirju zelo malo različni, medtem ko nastane čisto nekaj drugega, iz enega pa iz drugega. Ne? Kaj pa je razsvetljenstvo recimo najbolj poudarjalo, kaj je bila tista ideja, da človeka postavi na pedestal? Torej, koliko jaz te stvari poznam, bi oni rekli, da se je treba ravnati po razumu. Ne? Torej postavljali bi v ospredje razum. Čeprav se sami niso točno strinjali, kaj to zdaj konkretno pomeni. Ampak kar se tiče razsvetljencev, res ne bi znal dobro odgovoriti, ker sem se premalo z njimi ukvarjal, da bi znal kaj pametnega tu zraven povedati. No? Okay. To. Malo nam je čas preganjal. Ja. Sma se prebila skozi to tudi obširno obdobje. Verjamem, da lahko bi se še marsikere teme dotaknila, ampak mislim, da smo ga verjel zaobjela. Ja. Najlepše se bom rad zahvalil za vaš čas. Ni problem. Pa se vidimo. Se vidimo. Hvala lepa. Nasvidenje.